razglasili najboljše inovacije v obeh regijskih gospodarskih zbornicah. Novomeška bolnišnica dojenju prijazna. Začetek 39. dolenjskega knjižnega sejma. Lepo pozdravljeni. V gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine so v zadnjih letih javnosti predstavili vse inovacije, ki so plod domačega znanja. Na letošnji razpis za najboljše inovacije je prispelo kar 31 predlogov, ki so jih pripravili inovatorji iz 13 podjetij in 2 visokošolskih zavodov. Na Otočcu so v sklopu Dneva inovativnosti 12 inovacijam podelili zlato priznanje, 13 srebrno, 2 bronasto, hkrati so si 4 prislužile priznanje. V letošnjem letu imamo daleč največ prijavljenih inovacij in seveda tudi največ podeljenih zlatih priznanj. Tudi v slovenskem merilu. Prispele inovacije, ki jih je ocenila 7-članska komisija, so kakovostne. Mnoge so tudi že zaživele v praksi. Letos smo prijavili 9 inovacij Krka in naše hčerinsko podjetje iz skupine Farma GRS. Tukaj gre za nove izdelke, ampak seveda vsak nov izdelek mora imeti na eni strani, tako kot ste sami poudarili, ugrajeno določeno mero inovativnih rešitev. Mi izvozimo skoraj celoten proizvodni program v tujino in brez inovacij ne bi bili, kjer smo, in tudi smo ponosni na svoje korenine, ki izhajajo iz garažnega podjetja in konstantnega inoviranja. Bistvo inovacije je, da se neko raziskovalno, razvojno delo odraža seveda potem na koncu tudi skozi nek nov izdelek, ki prinese neko dodano vrednost, večjo dodano vrednost, ali pa da na drugi strani, da se zmanjšajo stroški. Zelo uspešni inovatorji so tudi šentjernejska podjetja HIP, LTEK in Iskrapio, saj so prejemniki kar 6 priznanj. Ja, inovacija ima težo sigurno v tem, da spodbuja vse v razmišljanju. Nas pa je to pač en del življenja. Se brez inovacij ne gre firma več naprej. 6 inovacij se je uvrstilo na izbor Gospodarske zbornice Slovenije, in sicer iz podjetij Akrapovič, Adria Mobil, Krka, Farma GRS, TPV in HIP. Na 13. izbor za najboljše posavske inovacije pa je prispelo 11 prijav. Ena ni ustrezala pogojem, od 10 ocenjenih pa sta 2 zlati, 5 srebrnih in 3 bronaste. Kakovost posavskih inovacij raste, letošnje pa so gotovo najboljše v zadnjih 3 letih, ocenjuje predsednik komisije. Prav gotovo smo zelo močni na strojnem področju, na področju inovacij novih izdelkov, s področja mehanizacije za kmetijstvo. Več bi lahko bilo same energetike v Posavju, glede na to, koliko imamo energetike tu. Tako da jaz upam, da bo v prihodnjem letu še več inovacij kvalitetnih za ocenjevanje. Zlato priznanje sta prejeli podjetji Brežice in Kovis, ki gresta svojo inovacijo v ocenjevanje še na državno raven. Proizvajalec kmetijske mehanizacije Ino je nadgradil obstoječe mulčarje v večnamenski stroj, uporaben v komunali, na golf igrišču in v kmetijstvu. Patente, ki jih imamo registrirane, poskušamo vnesti v nove projekte, inovativne. V Kovisu so nagrajeni za novo ležajno ohišje vlakovnega tovornega programa. Predvsem smo zmanjšali maso in en novi sistem pretrjevanja manganskih ploščic z lepljenjem. Ti 2 podjetji sta se na svetovnem trgu utrdili le zaradi nenehnih izboljšav. To, kar je danes dobro ali pa kar je bilo včeraj dobro, danes ali jutri ne bo več prisotno na trgu. Te spremembe so tako nagle, da bomo temu zelo, zelo težko sledili. Ob močni zbornici pričakujejo, da bodo naslednjič med prijavitelji inovacij tudi manjša in mlada podjetja, tako imenovani start-upi. Še ostajamo v Posavju. Zaradi popravka finančne vrednosti infrastrukturnega programa brežiške hidroelektrarne, ki ga potrebuje podjetje Infra za vlado in mora predtem dobiti soglasje občine, so v Brežicah sklicali izredno sejo občinskega sveta. Novelacija programa se nanaša na razliko med projektantsko vrednostjo gradnje akumulacijskega bazena, ki je 97 milijonov evrov, in dejansko pogodbeno vrednostjo, ki znaša 82 milijonov, je pojasnil direktor Infre. Novelacija se dela programa tudi zaradi dejstva, da pridobivamo, kot je verjetno javnosti in vam že znano, dobrih 40 milijonov, ki jih je vlada odobrila kakšen mesec nazaj. Zdaj se ta zadeva procesira
preko spremembe zakona o izvrševanju proračuna RS in je potrebno zaradi tega postopka tudi narediti, bom rekel, to novelacijo programa na to številko, ki je pač potem realna. Za odobritev teh sredstev je zaslužen tudi posavski poslanec Igor Zorčič, sicer predsednik odbora za infrastrukturo v Državnem zboru. Jaz si to štejem za velik uspeh. Upam, da bo ta izgradnja potekala nemoteno in da bomo po izgradnju hmalo dočakali tudi zelo pričakovano protipoplavno varnost Krške vasi in Velikih Malec. Župana skrbi sprememba datuma za dokončanje protipoplavne zaščite. Pričakovalo se je, da bo poplavna varnost končana 30.6.2017, zdaj je za 1.9.2018, vendar jaz mislim, da danes na nek način je za nas ključnega pomena, da bo ta rok res sigurno narejen in da se bo tudi pojasnilo, na kak način. V civilni pobudi Krška vas menijo, da zamiku izgradnje nasipov botruje neorganiziranost. Razumejo, da je treba najprej narediti akumulacijski bazen, ampak dela se kup postranskih zadev še, ki nimajo s poplavno varnostjo in pa to. Recimo temu šminka in to bi lahko bilo tudi kasneje narejeno. Ljudje pa se trepetajo, če bojo letos septembra se spet Sava dvignila in bomo plavali. V civilni pobudi od Infre pričakujejo, da bo v jeseni krajane seznanila z vsemi projektnimi podatki glede protipoplavne zaščite in z dejanskim rokovnikom izvedbe nasipov. Novomeška bolnišnica je odslej še bolj dojenju prijazna zdravstvena ustanova. Danes je namreč uradno prevzela ta naziv od Nacionalnega odbora UNICEF-a Slovenije za spodbujanje dojenja. To je za otrokov nadaljnji razvoj nepogrešljivo. Potrdilo so prevzeli na otroškem oddelku, na katerem so si za ta laskavi naziv, v Sloveniji ste ga doslej imeli le še ena bolnišnica in zdravstveni dom, prizadevali od leta 2013. V prvi vrsti smo morali vse zaposlene na našem oddelku, tako stare zaposlene kot tiste, ki prihajajo na novo, izobraziti z ustreznim tečajem, da znajo pravilno po strokovnih najnovejših smernicah svetovati mamam. Uvedli pa so tudi redno interno izobraževanje o dojenju. V naši bolnišnici se je lani rodilo 1194 otrok, od tega jih je v odpustu iz porodnišnice odšlo polno dojenih 92%, kar je lep rezultat, 3% več kot predhodno leto. Ta odstotek iz leta v leto povečujemo. Cilj je 95% polno dojenih otrokov v odpustu. Zdaj smo se ravno pogovarjali, da bi Novo mesto morda celo bilo lahko vzorčna ustanova, če bi se povezali še z zdravstvenim domom. Tudi tam bi bila še ena od ustanov in bi recimo bili lahko center dobre prakse za celo Slovenijo. Novomeška porodnišnica je imela že doslej status novorojencem prijazna, zdaj pa ga je nadgradila še s tem nazivom. Med drugim je za mamice v pritličju uredila poseben kotiček za dojenje, za katerega si želijo, da bi se ga čim večkrat posluževale. Letos mineva 85 let, odkar so v Stranski vasi v semiški občini ustanovili prostovoljno gasilsko društvo, ki danes povezuje 185 članov in združuje vse prebivalce 6 vasi. V minulih letih so zgradili in dogradili gasilski dom ter odkupili veliko zemljišč okrog njega. Vse se tukaj dogaja, tako da imamo tudi športno društvo, ki ga imamo v našem prostoru, tako tudi balinarsko sekcijo, ki deluje tle in so v to balinarsko sekcijo vključenih vseh 6 vasi, to so tudi naši gasilci praktično. Letos so ob pomoči občine in številnih donatorjev celovito obnovili dom. Zamenjali so streho, prenovili notranjost doma in zgradili nadstrešek ob njem. Na pročelje pa postavili sliko svetega Florjana, delo Semičana Jožeta Šimica. Povezuje pa praktično naš kraj, tako cerkev Sveto Trojico, izvir Krupe in pa grad Krupa. To so naše 3 znamenitosti v našem okraju, rekla v našem sklopu gasilskega društva Stranska vas. Večjih požarov in posredovanj v zadnjih letih ne beležijo, pravi Žugljeva, so pa nanje dobro pripravljeni in tudi opremljeni. Opremljeni smo, vendar naše moštveno vozilo je star že 20 let in nameravamo leta 2018 zamenjati to vozilo. Na jubilejni slovesnosti, ki je ni uspel zmotiti niti dež, so najbolj zaslužnim članom društva in donatorjem podelili plakete, slovesnost pa sklenili z dvigom tekmovalne zastave.
Z današnjo tekmo tu v Stranski vasi se začenja niz 6 tekem, ki smo jih poimenovali Pokal Belokranjske regije. Pripravljajo ga že 10. leto zapored in beležijo lepe uspehe. Ne, da smo samo povečali število tekmovalnih enot, ampak smo tudi te tako v bistvu usposobili, da so prišle kar nekaj ekipje v samem vrhu slovenskega gasilstva. O čemer priča tudi podatek, da se je na letošnje državno gasilsko tekmovanje uvrstilo 29 ekip iz Belokranjske gasilske regije. V novomeški galeriji Krka so slavnostno odprli že 39. dolenjski knjižni sejem, ki bo trajal vse do petka. Osrednji gost prvega večera je bil letošnji Prešernov nagrajenec, ki je najbolj znan po svojih odličnih komedijah. Tone Partlič, ki je s svojo iskrivostjo in humorjem navdušil na skoraj 2-urnem pogovoru, se vedno rad vrne v dolenjsko prestolnico, na katero ga vežejo zelo lepi spomini. Nazadnje romam včasih grobo Primicove Julije, se mi zdi en mitski kraj slovenske literature. Da ne omenjam seveda eksperimentalne stvari okoli novomeške pomladi, ki je unikat v slovenske kulturi. Organizatorji knjižnega sejma so Kulturno-umetniško društvo Krka, Mladinska knjiga Trgovina in knjižnica Mirana Jarca. Da izberemo aktualne knjige, ki izidejo od prejšnjega sejma, od prejšnjega maja do letošnjega maja in v kombinaciji s številnimi dogodki, ki so v času trajanja sejma. Upam, da je rezultat, ki pripelje do tudi tako dobre obiskanosti. Predvsem so pomembni iz tega razloga, ker na ta način bistveno bolj približamo knjige ljudem. Priti v neko lokalno sfero je drugače, kakor vabiti ljudi v centre, v Ljubljano in tako naprej. Tukaj je vse bolj domače. V času sejma so vse knjige na prodaj po nižji ceni, vsak dan pa bodo v galeriji Krka potekali zanimivi kulturni dogodki. Še nekaj športnega. Atletika v Trebnjem bo šla samo še navzgor, je ob prvem mitingu dejal vodja tamkajšnje atletske sekcije Mitja Svet. Trebanjska atletska sekcija sicer deluje pod okriljem atletskega kluba Krka. Prvi atletski miting v Trebnjem naj bi bil na sporedu aprila, a so ga zaradi slabega vremena prestavili. Tokrat se ga je udeležilo veliko mladih upov kraljice športa. Veseli smo, da je prvi atletski miting lahko na sporedu v Trebnjem. Pogoj za to je bila seveda nova atletska steza. Bo pa zelo zanimivo. Otroci od kategorije U8 do U16 bodo tekmovali v metih, skokih in pa v teku. Med drugim je potekal tudi mnogoboj za rekreativce. Med mladimi je za atletiko v trebanjski občini veliko zanimanja. Že pred leti so nekateri starši izrazili zanimanje za atletiko v naši občini, vendar ni bilo možnosti za trening. Lansko leto je bil končno obnovljen ta prečudovit stadion in takoj smo se povezali z atletskim klubom Krka. Danes je tako v atletski sekciji prek 50 otrok, ki redno trenirajo. S pogoji zunaj na atletski stezi smo izredno zadovoljni. Res, da je stadion samo 200 metrski, ampak za naše razmere, za šolo, za treniranje v tem okolju je to fantastično. V naslednjih letih bodo nakupili še nekaj atletske opreme, da bodo lahko novi asi slovenske atletike svoje prve športne korake naredili prav v Trebnjem. Mi pa smo s tem naredili zadnji korak v današnjih novicah. Korakajte še naprej z nami, hvala za pozornost in lep večer.